Življenje na Zemlji je res osupljivo raznoliko. Od najmanjše bakterije do največjega kita. Ampak kako so vsa ta bitja postala tako edinstvena, pa hkrati tako neverjetno povezana? No, pa poglejmo si to osupljivo zgodbo o prilagajanju. Začnemo kar z uganko. Na eni strani imamo krilo netopirja, mojstrovino za letenje, na drugi pa človeško roko, idealno za prijemanje in ustvarjanje. Na videz, popolnoma različna svetova. Toda pod kožo se skriva presenečenje. Njuna kostna struktura je skoraj identična. In to nas pripelje do osrednjega vprašanja, ki je znanstvenike begalo stoletja. Kaj točno povezuje ti dve, na videz tako različni strukturi? Odgovor? Ta se skriva v konceptu skupnega prednika. Predstavljajte si nek starodaven osnovni načrt, ki se je skozi milijone let spreminjal in prilagajal za povsem različne namene. In tole je res popolna ponazoritev. Kitova plavut za krmarjenje po oceanu, konjeva noga za galopiranje po ravnicah, naša roka za ustvarjanje, netopirjevo krilo za lov v temi. Čeprav so njihove funkcije popolnoma drugačne, so vsi zgrajeni iz istega temeljnega nabora gusti. Neverjetno. Veste, ta prispodoba z Lego kockami je pravzaprav presenetljivo točna. Narava je uporabila enak osnovni komplet. Nadlahtnico, podlahtnico, kosti zapestja in jih preprosto preuredila v neverjetno raznolika orodja. Plavut, nogo, roko ali krilo. V biologiji imajo te strukture seveda svoje ime. To so homologni organi. Homo pomeni enak, imajo enak evolucijski izvor, čeprav danes služijo povsem različnim namenom. In proces, ki stoji za tem, se imenuje divergentna evolucija. Divergenten pomeni, da se nekaj razhaja. Vrste se recimo iz ene same točke razvijajo v nešteto različnih smeri, vsaka pa je popolnoma prilagojena svojemu edinstvenemu načinu življenja. V redu, se pravi, en načrt lahko vodi do ogromno različnih oblik. Kaj pa, če vprašanje obrnemo, ali lahko različni načrti vodijo do enake oblike? Torej, kaj se zgodi, ko se narava sooči z istim izzivom, naprimer s potrebo po kopanju pri dveh organizmih, ki si nista niti malo v sorodu? Bo prišla do podobne rešitve? In odgovor je, absolutno. Poglejte tole. Na levi je krt, sesalec, naš daljni sorodnik. Na desni pa bramor, žuželka. Nimata praktično nič skupnega. Pa vendar, oba sta razvila močne, lopataste sprednje okončine, ki so popolnoma prilagojene za življenje pod zemljo. Tem strukturam, kot so kremplji krta in bramorja, pravimo analogni organi. Imajo analogno, torej podobno funkcijo, ampak nimajo skupnega izvora. Njihova notranja zgradba je popolnoma drugačna. Klasičen primer sta tudi krilo ptice in krilo metulja. In temu neverjetnemu pojavu pravimo konvergentna evolucija, se pravi razvoj z zbliževanjem. Podobni okoljski pritiski, v tem primeru življenje pod zemljo, so pripeljali do osupljivo podobnih rešitev, čeprav so bili izhodiščni načrti popolnoma različni. Spoznali smo torej dva glavna evolucijska vzorca. Toda zakaj se vse to sploh dogaja? Kakšen je končni cilj teh neverjetnih prilagoditev? Odgovor je, hkrati preprost in neverjetno globok. Na koncu se vse vrti okoli ene same stvari – preživetja. Vsaka prilagoditev, čisto vsaka najmanjša sprememba, daje organizmu tisto ključno prednost v nenehnem boju za obstanek. Čisto vsaka oblika telesa je optimizirana za določeno nalogo. Konjeve dolge noge, z njimi pobegne plenilcem. Žabi močni zadnji kraki niso le za skakanje, ampak za tisti eksploziven pobeg v vodo. Veveričina gibljivost ji omogoča dostop do hrane visoko v krošnjah. Kačje telo brez okončin pa ji dovoljuje, da neslišno zdrsne v najmanjše špranje. Ampak te individualne strategije za preživetje ne obstajajo kar tako, v vakuumu. Pravzaprav je vsak organizem, vsaka prilagoditev le ena nitka v veliko večji in bolj zapleteni sliki, ki ji rečemo ekosistem. Najočitnejša povezava je seveda hrana. In najenostavnejši model za prikazovanje pretoka energije v naravi je prehranjevalna veriga. V osnovi je to res preprost odgovor na vprašanje, kdo poje koga. Vse se vedno začne pri proizvajalcih, kot so rastline, ki sončno svetlobo spreminjajo v energijo. Sledijo potrošniki, tisti, ki jedo rastline in tisti, ki jedo druge živali. In na koncu so tu še razkrojevalci, tihi čistilci narave, ki vse skupaj vrnejo nazaj v krogotok.
Ampak, in to je res ključno, model verige je ogromna poenostavitev. Medved ne je samo ene vrste rib, orel pa ne lovi samo kač. Resničnost je, precej bolj kaotična in prepletena. In zato biologi raje govorijo o prehranjevalnem spletu. To je veliko bolj realističen prikaz, kako je pravzaprav vse povezano z vsem in kako energija teče po neštetih, včasih čisto nepredvidljivih poteh. In ravno ta zapletenost je tisto, kar je ključno za zdravje našega planeta. Pa poglejmo, zakaj je vsak del tega spleta, ne glede na to, kako majhen se zdi, tako življenjsko pomemben. Tej kompleksnosti pravimo biotska raznovrstnost. In pravilo je pravzaprav preprosto. Bolj ko je splet gost in raznolik, bolj je stabilen. Če iz njega izgine ena nitka, lahko druge prevzemejo njeno vlogo. Ampak, če izgine preveč nitk, se začne celoten sistem podirati. Kot hiša iz kart. In da bi res razumeli, kako pomembne so lahko tudi tiste najmanjše, na prvi pogled nevidne niti, si poglejmo tole osupljivo številko – 70%. Neverjetno, kaj ne? Drobni, pogosto nevidni proizvajalci v naših oceanih so odgovorni za večino zraka, ki ga dihamo. Nemogočna drevesa v pragozdovih, ampak mikroskopske alge. To je morda najmočnejši opomin, da je čisto vsak organizem del celote, od katere smo vsi odvisni. Od kosti v roki do alg v oceanu, vse je globoko in neločljivo povezano. Zato vprašanje ni, če bomo občutili posledice, ko začnemo trgati niti tega spleta, ampak samo, kako močno. In to je misel, ki jo je res vredno ohraniti.